Lepo pozdravljeni v oddaji, kjer govorimo o uspešnih podjetnikih. Predstavljamo pa tudi tiste, ki se šele srečujejo s podjetniško potjo. Danes vam tako predstavimo Zlatarnico 14K, Natural International in pa trgovine Hartmann. Z vami bomo pa delili tudi nasvet Aljoše Huberja. Na Slomškovem trgu 14 v Mariboru smo obiskali Simono Melanšek. Vodi Zlatarnico 14K. Simona je oblikovalka unikatnega nakita in zlato jo je navdušilo že v otroških letih. Spoznajmo to zanimivo, unikatno zgodbo zlatarne v centru mesta. Ja, v bistvu me je že kot otroka fasciniralo zlato kot neka draga kovina, s katero lahko narediš nakit, ki bo pač prevzel generacije, ki bojo ga ljudje z veseljem nosili in dajali naprej tudi svojim otrokom, nekaj v tem stilu. In potem je prišla tista odločitev srednješolska, sem se morala odločiti, katero šolo bom šla. Potem sem izbrala to zlatarsko šolo v Celju, ki je takrat še bila na voljo, danes je žal ni več. Tako da sem začela tam spoznavati osnove zlatarstva, nekako bolj teorijo. Potem sem si pa morala, kot vsi ostali, nekako zrihtati prakso nekje, začeti nekje stopiti v eno zlatarno in vprašati. In to je bila ravno ta zlatarna, v kateri danes stojim. Na Slomškovem trgu. Na Slomškovem trgu, ja. Tukaj je v bistvu moja glavna učiteljica je bila gospa Diana Strgar Toplak. Pred njo je tukaj bil že njen oče, ki je prevzel tole lokacijo od enega starega žida, ki ni imel potomcev, tako da je v bistvu zelo zanimiva zgodba že same zlatarne. Torej dolga tradicija. Dolga tradicija. To je v bistvu od leta 1952 se je začelo že tukaj zlatarstvo. Ena izmed prvih zlatarn je bila to v Mariboru, poleg tukaj sosednje na Orožnovi. Ampak potem ste vi začeli delati svojo zgodbo? Ja, začela učiti tukaj, seveda zmes sem naredila tudi mojstrski izpit, zmes sem počela tudi druge stvari, sem se preizkušala, malo sem k drugim zlatarjem tudi stopila, največ samoiniciative tukaj, ker v zlatarstvu nekako se celo življenje učiš, v bistvu modeliraš, oblikuješ nakit, slediš trendom, slediš svojemu instinktu, ustvarjaš modo, recimo. Jaz se nikoli nisem na neke smernice dosti ozirala, mogoče glede materialov. Pač zlato obstaja v 3 barvah, belo, rumeno, rdeče. Te kombinacije so me vedno fascinirale. Rada sem kombinirala različne materiale skupaj, tudi kamne, bisere, les, nenazadnje, kavčuk. Nekako vedno sem raziskovala v tem stilu. Kakšni so danes trendi pri oblikovanju nakita? Ja, zelo različni. Zelo dosti se uporabljajo tudi drugi materiali, neplemeniti, kot sem že omenila, mogoče les z srebrom, mogoče kakšen kavčuk, usnje, te zadeve, tudi ne samo kamni, zelo, zelo različno. Delam pa dejansko nakit ročno, tako kot se nekoč, za razliko od tistih, ki pač ustvarjajo kalupe, rečemo temu, tisto je v bistvu odlivanje. Jaz pa naredim en kos, v bistvu samo en in je neponovljiv, tudi ne morem več nikoli čisto enakega narediti, ker ga ročno izžagam, upilim, spoliram in potem ima tak izdelek tudi neko dušo dejansko in tisto energijo, ki jo vložiš, se čuti v njem. Tako da človek dobi res unikaten kos, ki ga potem, mislim, da s pridom nosijo več let. Tak nakit ni minljiv v bistvu. Torej, zakaj je dodana vrednost unikatnega nakita? Ja, ker je nekaj posebnega, izstopa iz množice, čisto nekaj drugega. In to ljudje tudi pri nas opazijo in se vračajo v to zlatarno, ker vejo, da na tej lokaciji od nekdaj se je delalo na roke in nekaj posebnega, nek svoj dizajn. Vsak mojster si potegne nek svoj dizajn potem in nastajajo pač neverjetne stvari tudi včasih. Tudi tujci, turisti, ki prihajajo mimo, včasih res jih pripelje izložba v lokal, se pravi, v izložbi vidijo res nekaj posebnega, potem pa pridejo notri in res občudujejo neke kose, ki jih niso videli nikjer drugje. Torej, čeprav je to neka stara tradicija, obrt, ste zadovoljni, imate neko vizijo, gledate naprej? Ja. Še vedno gledamo naprej, čeprav se je že toliko posodobilo tudi v zlatarstvu vse skupaj, da bi lahko
dejansko delal z 3D printerji, mislim, to je zdaj zelo v razmahu, ne? Odlivanje že malo v zatonu, dejansko 3D printerji danes kraljujejo na sodobnem zlatarstvu, ampak ročno se da še vedno narediti ogromno in nekako tudi obstojno je, ne? Takšen nakit je dovolj debel, da se lepo nosi, da se ne pozvije, uniči prehitro, ne? Pa konec koncev ima svojo dušo, jaz pravim, ne. Tisto, kar je pa iz serijske proizvodnje, je mogoče lepo, te pritegne, ampak ni pa tisto res unikat, ne. In so vabljeni verjetno vaše stranke, ciljna skupina, da obiščajo tule lokacijo ali imate tudi spletno trgovino? Imamo tudi spletno trgovino, tako da dosti takšnih dizajnerskih kosov si lahko ljudje pogledajo kar na spletni trgovini. To dostikrat naredijo, ne, šele to jih pol pripelje na pogledat živo, ne. Predvsem gledajo ravno te unikate, poročne prstane, ne, ki so pač zdaj, hvala Bogu, spet moderni, rečemo. Ljudje so se začeli spet malo bolj poročati, kot so se pred nekaj leti, ne. Zdaj smo malo preživeli tole krizo, ki je nekako kar okrnila našo zlatarstvo, ker je le nek prestiž, ne, tole, in zahteva sigurno nekaj denarja tudi, ne. Tako da gledamo pa naprej, seveda z eno ustvarjalno žilico in z nekim zanosom, da se bo še kaj lepega ustvarilo, ne. Super. Hvala lepa, želim vam še prijetno naprej, pa še veliko število lepih zgodb v zlatarstvu. Hvala. Naravna zobna ščetka je sedaj tudi v Sloveniji, pravzaprav v Mariboru. Natural Woody je ščetka, ki za celovito dentalno higieno ne potrebuje zobne paste, saj že sama vsebuje praktično vse, kar potrebujete za ohranjanje zdravih dlesni in zob na dolgi rok. Gre namreč za rastlino, ki se z zobno-ustnimi škodljivci spopada z armado več kot 20 izjemnih učinkovin. Te ščetke distribuirajo prav pri podjetju Naturalika International. Kako nastopajo v tej zgodbi, si oglejmo v prispevku. Zelo veseli smo, da lahko v poslovnem Mariboru, v naši oddaji o podjetništvu v Mariboru, predstavimo tudi to zanimivo idejo, poslovno idejo in pa tudi idejo, ki rešuje marsikatero težavo na področju zobozdravstva, čiščenja zob, torej naravna zobna ščetka. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Gospod Matjaž, vi boste pa kar iz prve roke lahko razložil nam, kakšna je to zgodba, odkot ideja sploh za to zgodbo, pa kako lahko to uporabljamo. Ja, Woody je naravna zobna ščetka in sicer gre za rastlino Salvadora Perzika. Izvira iz Azije oziroma Afrike, uporabljajo pa jo na vseh teh področjih, najbolj v Indiji, na Bližnjem vzhodu, stare že pravzaprav tisočletja in približno toliko časa se že tudi uporablja. Zdaj v našem podjetju jo tržimo pod blagovno znamko Woody, naravna zobna ščetka. In ideja je pravzaprav prišla popolnoma spontano pri raziskovanju trga, ali imamo za čiščenje zob kakšen popolnoma naravni proizvod, ki potem, ko se popolnoma izrabi, ne pušča za sabo praktično nobenih smeti oziroma nekega odpada, ki bi ga bilo potrebno zavreči, ki bi nekje trohnel oziroma se porabi in ga niti ni potrebno reciklirati. Torej, če povzamemo, ne rabimo niti potem zobne paste? Ali kako? Ne, pravzaprav gre za uporabo same rastline. Salvador Perzika je rastlina, ki, kot rečeno, raste v Afriki in Aziji in sama po sebi vsebuje te svoje naravne sokove. In ravno ti naravni sokovi so bili zadnjih nekaj desetletij predmet proučevanja določenih azijskih univerz. In ugotovili so, da ekstrakt iz tega soka deluje protibakterijsko in pa proti različnim boleznim, ki jih najdemo v ustni votlini. Zdaj, če greva lepo po vrsti, rastlina sama se uporablja takole, da se najprej olupi približno centimeter in ta del je potem pripravljen
za čiščenje, kajti rastlina sama vsebuje, rekli bomo temu, kar ščetine, oziroma ta notranja vlakna, s katerimi potem preprosto drsimo po zobu. S tem hkrati sproščamo sokove, ki so v sami rastlini. Ti sokovi pa seveda delujejo blagodejno na sklenino in pa seveda tudi na dlesni, lahko si na koncu očistimo tudi jezik. Zdaj, naravno zobno ščetko Woody priporočamo pri dveh načinih čiščenja. Lahko uporabljamo klasični način, to je tisti način, kadar uporabljate te konvencionalne proizvode za čiščenje, torej navadno zobno ščetko, pasto, nitko, medzobno ščetko in uporabljate Woodyja čisto na koncu, da prevlečete pravzaprav zobe in sklenino še s tem sokom. Drugače pa promoviramo tudi samostojno uporabo samega Woodyja, ki pa je verjetno najbolj priročen na kakem potovanju, ker ni možnosti uporabljati klasične zobne ščetke s pasto, ker ni tekoče vode in tako dalje. In nekako za prvo silo zadošča tudi ta, kajti ščetine so namreč oblikovane podobno kot pri navadnih plastičnih zobnih ščetkah in ravno te so tiste, ki z mehanskim postopkom čiščenja drsijo po zobeh in pravzaprav odstranjujejo plak oziroma zobne obloge. Koliko pa, kako dolgo, kaj približno lahko uporabljaš ščetko? Zdaj, pravilo je, da seveda od trdote teh ščetin, zdaj vsake 2 dni bi približno naj te ščetine prirezal, kar pomeni, da imaš vsak dan ali pa vsak drug dan pravzaprav povsem svežo zobno ščetko. To je potrebno tako iz higienskih razlogov, ker gre vseeno za naravno stvar, ki se lahko oplakne samo pod tekočo vodo. Hkrati pa s prirezovanjem in seveda lupljenjem imaš pravzaprav vsak dan ali vsak drug dan svežo zobno ščetko, dokler je popolnoma ne porabiš. Super, zdaj še pa k vprašanju, kje lahko te ščetke naročimo, kje jih lahko torej kupimo, koliko je pa kaj cena tudi? Naše podjetje se ukvarja s prodajo naravne zobne ščetke Woody zadnja 4 leta. Najlažje jo je naročiti preko naše spletne strani oziroma spletne trgovine. To je www.natural-woody.com. Lahko tudi preko elektronske pošte woody@naturalika.eu. Lahko tudi preko naše Facebook strani. Dobi se jo pa tudi v Sloveniji v nekaterih specializiranih trgovinah. Tako da na teh mestih bodo tako prodajalci ali pa sami potrošniki na naši spletni strani našli tudi dovolj informacij za uporabo te zobne ščetke. Super, najlepša hvala za to zanimivo zgodbo, za predstavitev zgodbe. Želimo vam še veliko uspeha naprej in pa Woody is good. Tako je, hvala lepa. V Mariboru smo obiskali tudi trgovino, ki jo poznajo verjetno vsi slovenski glasbeniki. Glasbena trgovina Hartmann. To je sinonim za dobro glasbeno zgodbo, kajti v družini Hartmann so najprej glasbeniki, potem pa trgovci. Ja, no, najprej ni bila trgovina z glasbili, ampak je bila glasbena založba. Leta 1989 se mi je porodila ideja, da bi ustanovil glasbeno založbo, ker je pač oče skladal, je bil skladatelj, tak manjši sicer, pa tudi brat je bil glasbenik in sem pač želel, da bomo te glasbene edicije izdali, da bo to uradno, da bo nekako založba zadaj stala. In tako se je začelo. Tudi imel sem dobre zveze z raznimi glasbeniki po Sloveniji, skladatelji in tako naprej. Tako da smo potem začeli dejansko z glasbeno založbo. Seveda registracija je bila širša, tudi za prodajo inštrumentov in tako. S časom potem smo začeli prodajati tudi pianina in začeli smo eni majhni sobci dejansko na podstrešju. Pozneje pa seveda smo, ker se je nabralo dosti interesentov in smo začeli tudi z trgovino v Mariboru. No in to se potem seveda širilo.
tako da založba dejansko je zdaj majhen del v samem delovanju firme, predvsem ostalo je pa preko inštrumenti in pribori in tako naprej. Katero leto se je pisalo takrat, ko ste se odločili za To je bilo ustanovljeno je bilo leta 90. Takrat smo še bili v bivši državi, tako da tudi ni bilo tako enostavno. Dejansko založba bi morala imeti potem neki strokovni oziroma neki svet, ki bi tudi bil zunanji sodelavci, ki bi nadzorovali, kaj se bo izdajalo. Takrat so bili seveda drugačni časi. No in zanimivo je pa to, da smo dejansko, prva edicija, ki smo izdali, je bila Zdravljica, himna naša, ki jo zdaj seveda po celem svetu igrajo, pa seveda pri nas, posebej pa mi smo veseli, kadar slišimo Zdravljico na kakem tekmovanju. Ja, je pa to družinska zgodba, ne? Tudi sin je v tem, sedaj vodi podjetje, ne? Ja, potem sta oba sinova, jaz seveda, leta so prišla in jaz sem se upokojil in sem predal firmo, pač, da vodita zdaj firmo oba dva sinova. Oče je predal delo, torej sinovoma, ne? Zdaj nadaljujete, delate že kar nekaj let kot direktorja, oče je v pokoju. Kako sta to prevzela, kako je bilo zdaj? Dejansko ni bilo nekih pretresov, no, vse dejansko delamo isto, kot smo prej, oče je bil bolj na založniški strani, mi dva smo delali bolj, kar se same prodaje glasbil tiče na temu. On še vedno zdaj, tudi čeprav je upokojen, pomaga pri založniških zadevah, ne, mi dva pač vodimo dalje, kar se tiče nabave in prodaje glasbil. In kaj je treba tu spremljati, ne? Vse skozi so neke novosti, ne, na tem področju. Je treba se udeleževati veliko sejmov tudi, ne? Ste odsotni veliko? Ja, sejmi so dejansko pomembni, ampak bolj kot osebni stik z dobavitelji, da se pač enkrat vse na leto srečaš, da se roko stisneš. Zadnje čase vse več ali manj so tem internet mediji digitalni, ne, ki preko katerih se že novosti prej se stranka že seznani. Prej vidimo že mi novosti, kjer pridejo nam oni pošlje kakšne video predstavitve, dobavitelji, tako da ni več toliko pomembno, bolj so sejmi pomembni, določene novosti so predstavljene na sejmih, ampak bolj pomembno je to, da pač imaš osebni stik z dobaviteljem, ne. Ponavadi samo prek elektronske pošte se komuniciramo ali pa po telefonu, Skypeu, ne. Tam pa dejansko mu roko stisneš, ga v živo vidi vsakega na leto, ne. 28 let, ne, je že zgodba stara, uspešna. Več lokacij obstaja, ne samo v Mariboru. Ja, lokacije vse skupaj, najprej je bilo Maribor, potem smo odprli prvo poslovalnico v Ljubljani, potem še eno v Ljubljani, sledila je Murska Sobota, decembra je bilo pa eno leto, ko smo odprli še v Slovenj Gradcu poslovalnico. To je bila zadnja. Aha. In Maribor je takšna, mariborska zgodba je uspešna, ne? Si jo imajo za svoje, koliko zaposlenih pa je pravzaprav vašem podjetju? Vse skupaj nas je redno zaposlenih 13. Po vseh lokacijah. In kaj v prihodnosti? Kam stremite? Kaj se lahko tu obeta še? Ne vem, zaenkrat za širitve trenutno ne planiramo nekih širitev novih, pač probamo čim bolj optimirati zalogo, da bi imeli dejansko čim več za ponuditi strankam. Imate pa od A do Ž za glasbo, kako bi lahko rekli? Dejansko slogan naš je ne vse za glasbo in o glasbi, ne. Dejansko od nekih not, drsalic do pianin, vse dejansko pravzaprav. Mešalne mize, ozvočenja, tudi profesionalna ozvočenja večja prodajamo, ne. Tisto se vse nijemo v trgovini razstavljamo, ne, ker tisto so specifike, ne, vsako stranko posebej dela. To je v glavnem. Je pa vaša prednost, ne, da ste s srcem tudi pri tem poslu, zato ker ste glasbenik, ne, vsi trije. Ja, vsi smo dejansko glasbeniki, ja. Izviramo, ne, z glasbe, tudi stari oče je bil, ne, vsi smo dejansko v glasbi, ne, že od malega živimo s tem, ne. In kako je biti še, če nam lahko poveste kot izkušen podjetnik, ne, podjetnik v Mariboru, en navdih za mlade se da? Da se, če si priden, pa če imaš dober tim sodelavcev, se da narediti. Se da dosti narediti, no. Ja, uspešna še številna leta vam želimo, Hartmann. Hvala lepa.
Tudi tokrat pa je za mlade in izkušene podjetnike Aljoša Huber pripravil koristen podjetniški nasvet. Spoznali boste namreč, kako v podjetju začrtati uspešno prodajo svojih storitev ali izdelkov. Vsi dnevno sprejemamo veliko odločitev. Podjetniki sprejemamo dnevno še posebej veliko odločitev. Od tistih malih, ki nas peljajo skozi projekte, do tistih velikih, ki začrtajo pot do uspeha ali neuspeha ali celo propada podjetja. Več dobrih odločitev, kot lahko sprejmemo, večja je možnost uspeha. Vsi smo že na lastni koži občutili, kaj pomenijo dobre in kaj slabe odločitve. Moje stranke me zaskrbljene sprašujejo, kako naj sprejmejo več dobrih odločitev. Moj odgovor se skriva v vprašanju, na kak način in na podlagi česa se odločate. Ali imate dovolj informacij za kakovostne in pravilne odločitve? Kako spremljate stanje podjetja? Skrivnost se skriva v ključnih kazalnikih, tako imenovani metriki, merjenju stanja in uspešnosti poslovanja in samih sebe. S ključnimi kazalniki merimo uspešnost doseganja ciljev, torej to, ali je vaše podjetje na pravi poti. Spremljanje ključnih kazalnikov poslovanja vam omogoča, da lahko nepristransko in objektivno sprejemate pomembne odločitve. Od strategij, načrtov pa vse do izvedbe. Spremljate lahko različne kazalnike na vseh področjih poslovanja. Od procesov, projektov, sodelavcev do samih sebe. Vse te kazalnike lahko spremljate. Temelj poslovanja vsakega podjetja pa so finance. Samo zdrave finance vam omogočajo preživetje, uspešno delovanje podjetja in izvajanje dejavnosti. Zato je treba stalno in natančno spremljati stroške in prihodke. Bolj natančno, ko poznate finančno stanje svojega podjetja, natančneje boste lahko načrtovali pomembne aktivnosti podjetja. Bolj sproščeno boste lahko sprejemali dobre odločitve in izvajali svoje aktivnosti. Če ne boste spremljali finančnega stanja podjetja, boste krmarili v neznanih vodah. Neznano pa vzbuja nelagodje in strah. Jemlje preveč energije in vodi v nepotreben stres. Neznano vas na koncu pripelje v tako imenovani miselni krč, ki vam onemogoča sprejemanje treznih in dobrih odločitev. Najbrž mi ni treba posebej omenjati, da nikakor ne morete sprejemati pravih, optimalnih odločitev, če pred seboj nimate kazalnikov, številk, statistike, ki bi jih lahko objektivno analizirali in povezovali. Že tako ali tako je v podjetništvu precej odločitev sprejemamo na podlagi nepopolnih informacij, predvsem iz okolja, na katerega nimamo vpliva. Naprimer, spremembe zakonodaje, obnašanje poslovnih partnerjev, obnašanje kupcev in konkurentov. Zato si nikar ne otežujte življenja še s sprejemanjem pomembnih odločitev tako, da tavate v temi neznanega. Raje si naredite načrt ključnih kazalnikov, jih čim prej uvedite v poslovanje in jih vztrajno spremljajte. Ne samo, da brez ustreznih kazalnikov ne morete meriti uspešnosti, ampak se ne morete niti prebiti skozi subjektivne, osebne in najbrž napačne trditve svojih sodelavcev in poslovnih partnerjev. Ne dovolite, da vas vodijo nevedni na podlagi pristranskih predpostavk. In ne zanašajte se na srečo. Začrtajte si ključne kazalnike in jih stalno spremljajte.
analizirajte in povezujte, da boste lahko na podlagi resničnih, objektivnih informacij sprejemali več dobrih in čim manj slabih odločitev. Želim vam, da od danes naprej sprejemate čim več dobrih odločitev. Več nasvetov si lahko ogledate v mojih blogih in brezplačnem gradivu na www.aljosahuber.com in se vidimo kmalu. Na vaš izjemen uspeh! Spoštovani gledalci, hvala, ker ste nas spremljali. Poslovni Maribor lahko spremljate tudi naslednji teden in sledite do takrat na Facebooku BKTV. Nasvidenje do naslednjič.